Odločil sem se, da zmečem čisto vse ven iz garaže in da si jo zrihtam tako, kakor jaz hočem. In v tem posnetku boš videl, kako bomo po tleh dali epoksi. Ta objekt je bil zgrajen leta 2000, postavil pa ga je moj oče, ki se je takrat ukvarjal z avtoprevozništvom. Kdor me spremlja od začetka, je lahko v ozadju kakšnih kadrov, ki sem noter šraufal, opazil, da je veliko stvari kar nametanih in zloženih na tipu. In ja, za njega so bile te stvari dejansko, sem pa kaj uporabne. Ampak on je vedel, zakaj je ena stvar tam, jaz pa, ko sem stopil v garažo, jaz nisem v pojma, kje je kakšna stvar. Delavnica mu je služila več kot odlično za njegove potrebe, zdaj pa je čas, da si stvari postavim, kakor jaz hočem. Vse skupaj se je začelo s čiščenjem. Vsako stvar posebej smo prijeli v roke, jaz sem se pa pol odločil, ali to stvar obdržim, ali jo podarim naprej, ali jo pa enostavno odpeljamo na odpad. Mislim, da smo vse skupaj odpeljali na 4 prikolice na odpad. Ker pa se je pol toliko bolj opazil, da so tla obrabljena, razpokana, poškodovana, sem se odločil, da bom šel v popolno sanacijo tal in gremo od začetka. Najprej sem dobil ene majstre, da so mi poden lepo pobrusili in da sem sploh videl, ali grejo tej trdovratni madeži od olja, ki je tekel iz kamiona sploh stran. Rezultat je bil kar presenetljivo soliden in v naslednjem koraku sem lahko že v bistvu začel iskati mojstra, ki ima epoksi sisteme v malem mezinčku. Podjetja sem iskal na spletu, na Facebooku, na Instagramu, dobival sem različne ponudbe, na koncu pa sem se odločil za podjetje Aledra. Medtem ko so mi drugi hoteli dati pač sem epoksi, pa ja, Mark, lej, sej bo, to je to za ta denar, če hočeš nekaj poceni narediti, so mi oni v bistvu rekli, ej, mi ti tega ne bomo naredili, če ti hočeš delati z nami, ti bomo najprej razpoke sanirali, da bomo lahko pol za končnim izdelkom res stali in bili vsi skupaj zadovoljni. Zdaj se na tej točki je brez veze, da jaz predolgo govorim, najbolj, da vam Aleksa kar predstavim, pa bo on še par besed povedal. Čau, jaz sem Aleksander, ukvarjam se z sanacijo tlaki, z epoksijom, industrijskimi tlaki in oskrbovanje betonskih tal. Kratko jedrnato. Čim manj, komplicirati lažje. Tako. Kaj je bila prva stvar, ki si zagledal to garažo, ki si prišel noter, kaj je bila tvoja prva misel? Iskreno, Kaj to pomeni, ni bilo glih dobro, kar kompliciran projekt, bom tako iskreno povedal, glede na to, da je star objekt in predvideval sem, da nima hidroizolacije, kar sva tudi se sama prepričala. Dost divjih razpok imaš v tlaku, operacija bo kar orang, dolgo bo trajal, mislim, kaj pomeni dolg. Ne moreš ga v enem dnevu končati. Izkusi iskreno pač najcenejšo varianto, jaz sem ti rekel, že najdražja. Iskreno. Ampak ja, sem te vprašal, zakaj in si mi znal razložiti. Tako da sem ti rekel že v štartu, da pač cenejših variant ne delam. Če hočeš, da ti naredim dober za dolga leta, bom ta prav naslov, če boš iskal neki najcenejši, žal ne gremo v to. Danes je prvi dan, šli boste najbrž čez vse te razpoke. Tako je, danes se razpoke odprejo, kaj to pomeni odprejo, z fleksaco se zarežejo, poživijo, da točno vidiš, kje so in enostavno se prečno dajo te, jaz jim rečem žličke, jeklene žličke, ki dobesedno prepreči premostitev divjih razpok. Zna se zgoditi. Zdaj takoj povem, zna se zgoditi, da se pojavi kakšna lasasta razpoka, ker pač sve boš ti to uporabljal, ampak v vsakem primeru, kot sem ti rekel, če se pojavijo, pokliči me, pride in se takoj sanira. Super. Mislim, da smo na kratko zajela celo zgodbo, kva nas čaka. Zdaj vi boste pa itak videli iz dneva v dan, kako bomo napredovali in vse to bomo tudi dokumentirali. Aleks, hvala za enkrat in upam, da bo tole uspešen projekt. Mora biti. Hvala. Evo, Aleks, nekaj je pa že nastalo v tej garažici. Res je. Evo, zdaj smo zapolnjevali divje razpoke, šivali smo jih, kakor lahko pokažem. To so take divje, noter so te žičke, ki si prej rekel. Tako je. Iskreno sem malo presenečen, zakaj? Zato, ker enostavno, ko sem začel zarezovati, so se kar odpirale. Ko ti odpiraš dilatacijo, ona zahteva, koliko je ti možeš odpreti. Ne možeš ignorirati. Če ona reče, da me še par milimetrov na stran, je ti idej še dodati par milimetrov na stran. Ja, kamioni so naredili svoje, namreč. Res je, pozna se, seveda. Kaj je to za en? To je čista smola, mislim, čista smola, mi je tako rečemo, čista smola, od sike, dvokomponentna A plus B in epoksi. Dobesedno trdilc, to je smola in ima svojo komponento, mešanico,
ki je daš skupaj, zamešaš, pol imaš kamenčev pesek, zmešaš noter v to komponento in zapolniš. Imaš kar poškodovan beton, kot beton je zelo močen, vidim, a ne, ampak pač manjkajo te dilatacije, ki so betonirali fantje, bi morali pač dilatirati, nakazati, kje bojo te dilatacije, kolikor jih imaš kle. Prav, da tlele na sredini, da bi še načrta prišla bravo, proti križno, vratom. dobesedno čez polovico hale, lahko rečem, ajde naj bo 80%, da teh razpok ne bi bilo, ker pač enostavno manjka ta dilatacija, da plata diha. Tlele hrbet trpi najbrž, a? Najbolj, ja, največ. Kolena pa hrbet, tako bom rekel. Ampak če si že malo veš v tem, nekako preneseš te bolečine. Se pa pozna, ne moram reči, da ne Da či začutiš. simpel, ja. Evo, Aleks, nov dan, nove zmage. Tako je, res je. Vidim, da ste že kar pridni, da ste že v polnem pogonu, ste že tele šive pobrusili. Poravnali s tlakom, tako je, naredila sva, kar je pač treba. Zdaj pa nova operacija, to je pa Epocem 720, tako da včeraj ne vem niti, kaj sem omenil, ali sem rekel 760 ali 720, tako da se upravičujem. Toliko je enih materialov, da je čisto razumljivo, da od projekta do projekta imaš različno. Res je, evo, tako je. zdaj velja, danes damo 720. Tako je, in to je modul, zdaj bomo pripravili za primer in počakamo cc 15-20 minut in potem začnemo s to maso za parno zaporo. In se to razleče, vse to bomo lepo pokazali. Iskreno vse na kolenih in zlate roke. To pa definitivno imaš. Dajmo si pogledati, kako boste to naredili. Evo, super. Aha, tole imaš vago. Tako je. Brez vage nič ne gre. Pa še druga masa. To je pa komponenta B. Aha, čeprav piše, da je ta A. Ali je bila una B? Tako je, ja, se upravičujem. Ja, una je bila B, ta je A. Ja. Tako je. To se lepo zmeša. To, ki je redka. Na začetku. Ja. Da šprica. Ma ja, veš, kaj ga Pole se pa strdi. Mislim, zgosti, ne? zgosti, tako je. Ti to delaš, drugače. Zdaj šef na kameri sem zato, da se snema, ne? Drugače to vse ti, ne? Kar snemi, kdo največ stoji. Rekel si, še danes je najtežji del. Evo, res je. Epocem niso lahke. Dobesedno priprava je vedno najhujša. Saj pri nas. Ja, včeraj na kolenih, pa tisle skozi. Tako pa prah, danes pa tudi ta masa. Ja, po robovih pa tako s čopičem ne moreš drugače predvideti. Če jaz prav to razumem, to je v bistvu neka taka prva plast zaščite. Tako je, to da pol začnemo naprej. Tako, to je primer, ki dobesedno veže z materialom, tlak pa material, da se povežeta. Brez tega pač nimaš oprijema. Zdaj pa že počasi tole dobiva pravo podobo, ne bi šlo. Tako je, zdajle ugravujemo Epocem 720. To je pa vse na roke v bistvu. Vse. Če si prej lepo valčkov, se moraš zdaj kar prematrati. Res je. In to se bo sušil en dan, si rekel, ali? Tako, suši se po domač povedan 24 ur, sam mi ga bomo pač pustili en dan več, da bo res kompakten za obdelavo, ker moram pač na rahlo ga prešmirglati, prebrusiti, da te špičke poberem, a ne, pa operacija epoksi. Primer, izravnave in na to finiš. Super, super. Lepo je tole gledati, zdaj dobiva že res tako. Hvala. Lahko tudi takole ostale. Sam ne bi bilo to tone. Ne, tako. Enostavno je za uporabo, ampak enostavno je treba zaščititi ta izdelek, da ima funkcijo. Dobro jutro, družba. Kako smo? Čau, dobro jutro, pozdravljen. Dan 3. Tale Epocem je dober paril, ne? Super, fenomenalno, tisto, kar pač more. Evo, zdaj pa brušenje, da ga kakor toliko te špičke malo poberem, da naredim boljši oprijem. Na to pa primer 150, kot Cikeflor in cel postopek epoksija. Aha, že danes? Seveda, že danes. Takoj posisamo ta mikroprah in damo prvi nanos primer. Super. Za boljši oprijem. Vrhunsko. Akcija, vaju bomo pozval. Čas pa kaj rabila, pa povejte. Obvezno, hvala ti. Zapit mata, mislim, a še kakšen prigrizek? Nič. Pol ne bom delal. Pol boš čakal. Roštilj, okej. Bomo čist na koncu. Evo, tla so posesana, vse je pripravljeno za naslednji korak? Tako je, in pobrušena, da ne bojo rekli, da smo sam sesali. Pobrušena, zdaj tla so pripravljena za primer, ampak preden primer začnem nanašati, bom naredil cokel te plaži za pucanje, če boš karkoli imel, da ti ne gre v vogale, pa da tudi jutri stene ne boš umazal. Zdaj, kdor ne ve, kaj je cokel, to v bistvu pride tukaj, koliko bo naredila, 10 centi? Tako je, v teli višini, kakor je valček, a ne? Itak pa imaš namen stene obdelati, malarjev boš rekel, češ cajt, reč, sam prid mi do cokla
in to je to. a ne. Zdaj pa pride ta primer, si rekel, kaj je pa drugačen, kakor je primer Tako je. pod tem epocemom, ne? Tako je. Jaz najraje uporabljam vodni premaz za cokle. Zakaj? Zato, ker je lažje ga nanašati na stene, a ne? In ker epoksi kot, mislim, smola je bolj gosta in enostavno zelo težje je nanašati. Konstantno bi tekla, a ne? Tako da njo mi je lažje obdelovati in bom zdaj pokazal. Super. Kaj imaš pa to neke specialne kopačke, nek nov model so to, ali kaj Nike? Tako je, hodulje, da lahko tacaš po epoksiju, brez njih enostavno ni variante, da stopaš. Lahko stopaš, ni problema, samo enostavno se boš zalimal, pa boš uničil čevlje. Tako da je priporočljivo, da imaš te hodule, da lahko tacaš, pa da po domač povedano zdaj vrata zaprem in rečem adijo, se vidimo jutri. Tako je, bravo. Čau. Čau. Fanta sta že kar pridna danes, dajmo malo počekirati, če je kaj novega v garaži. Zdaj pa direktorja ne smeva motati, a? Mom, da bolj da ne, ja. Če ne jaz kasiral, ne ti. Ne, v bistvu gre se za to, ne, da ne bo ta masa se strdila. Strdila, ker začne reagirati in je gotovo po koncu. Se pravi, lahko sam držaš, cel pobok in vse. Enač, bomo pa počakali, pa bo pol kaj povedal Aleksander. Zigar bo kaj zanimivega povedano. A misliš, da nama prosluškuje zdaj? 100%. Ne, not pade. Not pade. Tu ga kličeš lahko, pa nič, sploh ne bo... On že v sanjah. Ja, ne bo sploh odreagiral nič. Se moraš prav zadreti v bistvu. Jaz mu še jaz nogo odmikam, da na barvo ne gremo tako odmaknem nogo, da ne gre na barvo. Zdaj, ko so pa malo bližji, se pa že lahko pogovarjava, ne? Ja, tako je. Prej se nisem dovolil motati. Pravilno? Že veš, kaj delaš? Ja, evo, dokler je zamešan material, se ne smem pustiti motati. Da se ne strdi, ne? Tako, ne, pol me dobesedno preganja, pa se pa cel polomam, da ga ugradim, ker začne vezati in takrat je še bolj gost. Zdaj je lep redek in imam čas za obdelavo. Zdaj je predzadnja izravnava, jutri, naslednji dan ponovno brušenje, litok zaradi teh mikrokamenčkov pa takih stvari, da ga nuliram in pripravljeno za finiš. Danes je pol v bistvu eden izmed najkrajših dni, kar se tiče dela, ker boste v bistvu sam tole namazala, pa počakala pol, da se posušitve, pa pač spet en dan. Tako je, res je. Ja, ker bi človek mislil, da bo samo enkrat brušenje, ne? Po bistvu beton ste pobrusili, polej epocem ste brusili, pa še tale epoksi v bistvu ste Tako je, dobesedno konstantno išče neko obdelavo. Ni sam vzem, pa namaš, pa bejš. Ampak enostavno kar išče zahteve. Daj me še malo masiraj prav. Evo, zdaj pa še Aleksander posipa kremenčev pesek, da bodo jutri v bistvu lažje brusili, pa tudi kasneje boljši oprijem za naslednji nanos. Tako da predpriprava za jutro v bistvu. Evo. Gledaš pa kot ta prav sejalec. Evo, še malo pa bo to praviš. Res je. Koliko smo daleč? Se koncu. Danes zadnja izravnava, tak odtenek, ki si ti izbral. Danes smo pobrusili z mikro take kamenčki, da se lepo poravnajo, da bo končni izdelek lep in to je to. Evo. Super. Za elefant že sesa. Tako je, odvečni prah, detaljno odsesovanje in pripravljeno za tankoslojno izravnavo. Načeloma ne bi bilo potrebno, ker je tlak več kot zadovoljivo za končni sloj, sam evo jaz bom... Do vsak slučaj, ja. Tako je. Jutri končam in pol pustimo en dan, da tlak miruje, da pride pokar tok do svoje trdnosti, načeloma pa, da epoksi pride do ta prave trdnosti, do res, da je odporen, tisto, kar se pričakuje, od 7 do 14 dni. Pohodan je naslednji dan, ni problema, ampak za velike obremenitve pa take stvari je pa priporočljivo po 7 dneh. No, to pa je zdaj ta končna barva, ki bo, ne? Tako je. Vrhunsko izgleda. Pa še črn posip, to bo noro. Imam eno presenečenje za tebe, Mark. Zame? Daj mi, prosim te, če ga šlo ko iskati. Kaj si pa pripravil? Ne me zdaj strašiti. Ne, nič hudega ne bo, bi pa rad, da probaš nekaj, pa da vidiš, a so lahke ali niso lahke. A se pravi, bom malo nanašal, ali kako, če sem zdaj prav sklepal. Tako je, res je. Okej, lahko probam, sam dej, da me boš vodil, da nam kaj zasrl. Ne, bog ne dej, da ne rečem kaj, pa bom moral popravljati. To pa ne bi rad. Okej, kaj imamo tukaj le? Delovske hlače mi boš dal. Tako je, prijatelj. A jih ni škoda, to boš raj ti imel. Vse, kakor pravijo, pripravljeno za mojega Marka, da probaš, evo ga, pa da vidiš, a je za tebe ali ni. Okej, ajde, dejmo. Čakaj. Sicer nisem najboljši opremi, ampak ajde. Glej,
Boš probal malo. Ko bom nehal snemati, da bom pripravljen, da se zaposlim pri tebi, pa ti pomagam. Res je, res je. Vidim, da že imaš grif. Grif? Kombinezoni ti niso tuji. Ja, ampak bolj motoristični, no, tako. Bam. Zdaj pa na kolenke, Aha. ker na gola kolena ne moreš. Ja, kitajskega, to si pa nisem mislil, ne. Nimaš vsak dan šanse, ne, da polagaš še epoksi, tako da. Zdaj malo sem te opazoval, iskreno, A ne. si, a ne? Ja, seveda. Evo. Doktor, a? Zdaj pa gremo čofa. Zdaj pa čofa, ja, okej. Si barva že? Jaz ti bom klele malo nalil, en pas ti bom šel, toliko, da boš videl, kako gre. Mislim, itak si videl, Ja. ne rabiš se ničesar skrbeti. Zakaj? Zato, ker sem jaz zraven tebe. Če ne bi bil, ti ne bi... Okej. Mi ne bi kar tako pustil. Tako je, sam da ta vogalček jaz pobegnem, da bo te blažji. Tamle za detajlčke, ja. Izvoli. Aha. Videl sem ta zamah. Bodi zraven nazaj mene, na noter. imej takole 4 prste, Okej. da ti bo lažji in dobesedno položiš dleter, plaznico, Okej. mi rečemo plaznico. Ja. Položiš in ne stiskaš močno, po občutku. Dobesedno, že sama beseda ti pomeni izravnava. Če vidiš kakšno luknjo ali pa neravnino, je dobesedno z materialom, moš poravnati. A ne? Tako da dobesedno povlečeš Sem vlečen. in samo vlečeš. Tako, bravo. Gledaš, da greš vedno en pas, eno linijo, kakor grem jaz. Aha, jaz vidim, da grem že malo po stran. Tako da moraš vahtati, da imaš eno črto, da si osredotočiš na to črto in da pač narediš. Jaz grem, ti končaj. Aha, ne, mislim, da mene že malo zateguje, veš, kot pri motokrosu. Je, a ne? Ja. Glej, ko končaš, imaš poklič, kaj imaš material zavagan. Okej, greš ta na pripravljen. malco. Tako da, Aha, dobro, šefi bomo zrihtali, bomo pobrali. tako. Zdaj se pa probi z materialom poriniti tja, proti meni. Da ne Okej. greš proti mizi, a pa proti izhodu. Zdaj bom pa jaz mogel malo popraviti. Okej. Zdaj pa ti meni dovoli, hvala ti. Če bi vedel, se ogrel prej. Lahko ti še dam malo, potem pa ne bom več matru. Zdaj pa do konca. Malo me zanaša. Glej, Ne grem lepo naravnost, ti imaš ta feeling, ki greš res lepo naravnost. Rokca pa mečko buba, ja. Kdo je rekel, da čofa ne zna? Vse trudno, ne, ampak... To, markec. Evo. Ja, vsaka čas, da tole sam na kolenih, celo linijo, jaz sem tlele naredil, pa nič, pa me že zateguje. To je tako kot motocross. Iskrena hvala za to priložnost, Aleksander. Evo, hvala Nikoli te tebi. ne bom pozabil. Iskreno pričakoval sem, da boš rekel, Aleks, D5 stran bom jaz tole sam naredil, ampak vidim, da si obupa. Upam, da te nisem preveč razočaral. Ja, se res. Vsem hvala ti. Ne, super izkušnja. Res, ej. Vsaka čas zdržiš, no. Sej to je kilometrina v rokah. Res. Jaz ko mi čakam, da začnem delati. Ne priprava. Priprava mi resnično vzame ogromen časa in energije, ko pa prihajamo k koncu, je pa čist druga zgodba in enostavno gre hitreje in Tudi vidiš že končni izdelek malo, kako se približuje in tako, te to a veš. vleče naprej. Po Ne? končnem izdelku se vidi, a je mojster ali ni. Ja. Pa govorim po domač povedan za vse mojstre. Jaz mislim, da bomo tukaj vsi zadovoljni. Hvala ti. Bravo, super snemalci. Lahko bo še kdaj kaj prišel. Evo, za spremembo se bova zdaj oglasila na koncu dneva, ne na začetku dneva. To je pa že to. Danes smo pa že malo sfiniširali. To je pa že ta izgled, ki bo na koncu obstal. Dosti je bilo garanja. Danes je bilo. Res je. Kaj ste v bistvu danes še naredila? Še na nos tele barve je bilo. Tako je končni finiš, kako pravijo, od Cikaflor 264, kot da je industrijski tlak končan. Barva je bila tale RALS 7001, a ne? Tako je, In pa 7001. črn posip lističev dekorativnih. In lebdim nad epoksijo. Lebdi, evo, iz kopački. Evo. Da ne bojo rekli, kako jaz hodam po epoksiju. Tako. Se pravi, To je to. ponedeljek še to prijeta porezati. In to je to. Je In zgodba pogledati. pri tebi zaključena. Vrhunsko. kakor pravi. Ko mi čakam, da bom lahko že gor stopil, da bom malo razporedil si ponk motore, tako da. Bravo. Pa boste pa še enkrat prišla na pivo. Pa tam, Evo, no? obvezno, ker me prav zanima, kako boš naredil. Evo, Mislim, tako se da to bo proces, ampak le, nekaj bo. traja bo, tako da, glej, naredil boš. Super. Delavnica bo tip top. Hvala ti, jaz sem ful zadovoljen. Super, Se hvala. poglasimo še v ponedeljek. ne? Hvala, Tako. hvala enako. Draga družba, prišli smo do zadnjega kadra, zadnjega trenutka, zadnjega dneva.
To je to, ko si zadovoljen. Predvsem, da sem končal, pa da se lahko lotim drugih projektov. Da greš lahko naprej, da ti jaz nekam težite. Ne, Bog ne daj, nikoli mi nisi težil, tako da moram bi jaz tebe vprašati, kako si ti zadovoljen, da smo se družili pač 6 ali 7 dni. Meni je bilo super. Danes to v bistvu sem še te zaključke naredila, ne? Se pravi, tam delitacijo potegnila, pa zakitala. Tako je z protrikitom od Sike, trajnoelastični proretanski kit, ki je namenjen za take stvari, da pač dilatacija konstantno diha in dovoliš, da pač pride do premika. Te pa takoj moram opozoriti, kislina od akumulatorja pa to žal ni odporen. Okay. Ne boš ga poškodoval, da bi dobesedno začel se luščati pa karkoli, ne, ampak zbledi. Tam, ko je akumulatorska pač bil položen, pa da je začel spuščati, enostavno samo zbledi, da bi ga pa poškodoval, pa ne. Samo se pravi, estetika. Akumulator ne smem dati direktno na epoksi, ampak nekaj Če je suh, ne rabaš se bati. Če pa rečemo, da ga boš kaj nalivu, dolivu, pa karkoli, takrat, če pride do izliva, ker ima pač on neko kiselino v sebi, enostavno takrat ga lahko samo materaš. Ne boš ga poškodoval, samo materaš ga. Ne, se bom to merkal, kada živim tle. Ne, nočem, da ga vahtaš. Nočeš, da ga vahtaš? Ne, nočem, da ga vahtaš, ker enostavno to je čar epoksija. Moraš ga po domač povedati matrati in nucati in enostavno, če pride do česa, me pokličeš, tukaj sem, tako da... Edin, če delaš v kakšni delavnici, si mi omenil, da pač majstre opozoriš, da karkoli delajo, da ne mogoče nekaj podložijo, pa ne vsem skrbijo. Tako je, pač moram tako opozoriti, da enostavno tiste bremze pa take stvari, rečemo okoli mašine, ki so, enostavno priporočam naj da eno gumo od spodaj, tam, ki je največji pač obremenitev, pa udarc, da obložiš udarec, enostavno, tudi če pride, kakor pravijo par milimetrov poškodbe, se da vedno sanirati in se bo vedno saniral. Ampak v vsakem primeru raj priporočam za dolgi rok, dejnik ali pa karton, ali pa filc, ali pa to gumo, ko sem se mi je pogovarjala, položiš, šaralfaš v meru, udar, nimaš dobeni skrbi. Zdaj, gledalci bojo lahko videli, kako si naredil mojo garažo, delavnico. Daj mi povej, imaš še kakšno referenco, kjer si lahko, ne vem... Imam jih ogromen. Koliko je največja površina, ki si jo naredil? Ali pa tako? Na kaj si najbolj ponosen? Pa da se oni mogoče znajdejo v tisti avtohiši ali pa, ne vem, AMZS si rekel Kranj? Tako je, AMZS Kranj sem delal sem v ložu Kovinoplastiko, tam se pogovarjamo krepko čez 5000 kvadratov, 5200, 5300, nekaj tasga je bilo in tam je bilo kar orang. Čez vsa ta leta si pa pridobil, ba je tudi nek certifikat, si se pohvalil? Tako je, dobil sem ga, res je, dobil sem ga, hvala ti. Dobil sem ga od ZRMK-ja, ZAG, Zavod za raziskavo materialov, sem dobil pač potrdilo o znaku kakovosti za izvedbo pač epoksi tlakov in vseh teh. Kako ga pa to dobiš? S čim si to zaslužil? Referenca. Najbrž ne more to kar vsak dobiti. Tako, mislim, bom tako rekel, referenca, kvalitetna izvedba, ni reklamacij, če pride, da si odziven, da dobesedno dober glas šeže v 9. vazen. Tako je. K Michelinove zvezdice v restavraciji je bilo to zate. Evo, tako je, res je. Tako je. Boš komu ponudil, ko bo videl ta posnetek, pa bo rekel, videl sem te na Markovem posnetku, a zrihtaš, a boš prišel pogledat, narediš predračun, pa neki zrihtaj. Seveda, glej, rade vole, kakor sem rekel, od heca, ampak tudi naj bo resnica, naj bo koda. Čofa. In boš imel popust. Kdor bo poklical Aleksandra, kdor rabi epoksi tlake, pa konec koncev tudi v hiši je zdaj zelo moderno delati neke obloge. Seveda imaš te pač mikrocement, mikrotopping. Evo, če boste poklicali Aleksandra, se rečete, čofa, videl sem posnetek, pa verjamem, da se boste zmenili za pošteno ceno. Ne bo šel zdaj majster po ceno, še zmeraj je to neko delo, res, trud. Ja, trud je in to je treba tudi ceniti in take stvari se tudi plača, ampak definitivno boste pa zadovoljni, tako kot sem jaz. In hvala, Aleksandar, za vse. Hvala tebi. Za zaupanje, da smo lahko nekaj tazga ustvarila. Super. Mislim, da kaj tazga še ni na slovenskem YouTubeu, tako da evo, tako se naredi epoksi in Aleksandar Dragič, Aledra, DO. SP, evo, dobro je, sam bote, se vidimo. Čau. Hvala ti, čau. Svaka čast. Hvala tebi. Noč, evo, tega pa...